odlomki iz Bobrov so se igrali na prostem. In 2003 smo začeli pripravljati nov prostorski red občine in smo že postavili lokacijo kolišča. V sodelovanju z Zavodom za varstvo narave in Zavodom za arheologijo z Velenčkom, kjer bi bilo najbolj primerno. In ta kolišča bodo v nas otočju Išce in Želinoščice. No, ko so bila ta kolišča upisana, ko je bil občinski prostorski načrt, prej smo rekli, zdaj pa, ko bo kakšen denar, bomo mi se začeli ukvarjati s kolišči. Seveda med tem je bilo en kup idej iz Ljubljane, od vse povsod so hodili ljudje z nekimi skicami, mi bi to. Jaz, ko sem jih gledal v oči, sem jim prav videl, kako se evri vrtijo. Pa bi bila prenočišča tam, pa bi piknik prostor, se tu poslušali. Sem vešite, mi ven tam ne bo nobenih piknik prostorov, nobenega bifeja ne bo tam, ker bodo kolišča v naravni velikosti kot muzej na prostor. Tam bodo prišli pogledati, stroka, arheologi bodo pripravili to nek čim bližji približek, pravi si čisto tančno navedeno. No, ko smo mi dobili ta certifikat oziroma vpis v seznam svetovne kulturne dediščine, smo začeli intenzivno razmišljati, kako pride do denarja, da mi začnemo ta projekt. To je projekt, ki bo nekako začel ustvarjati turizem v tem podkrimskem prostoru. Nikakor ga nismo mogli. Vse je bilo dosti turistov, ampak prostor od tega ni imel nič, razen so imeli tako, kar ste danes počeli. Ljubljančani. Živo bo. No in potem pride pobuda z Ministrstva za kulturo, če smo pripravljeni, da gremo v ta projekt. Seveda mi Žanci smo zagrizni to takoj. Seveda in se začeli pogovarjati in smo prišli do 2 milijonov in 300 tisoč evrov denarja, 1.600.000 je nepovratnih kohezijskih sredstev in pa 700 tisoč je iz občinskega proračuna. Vse smo pripravili, mi kot občina smo vodilni partner, Zdravje kot partner, Krajinski park Ljubljansko Banec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. No, preden smo se vtekli, da je vsak začel razmišljati. Že na začetku sem rekel, a se gremo mi, da bomo se šli projekt kolišča, ali se gremo, da bomo ta projekt dokončali. Tukaj sta bila dva vprašanja, ali dokončamo, ali se gremo samo projekt, da pa beremo tiste sobe. No in danes, 2 milijona 300 tisoč evrov, 700 tisoč. Ostalo je pa kohezijska sredstva, 1 milijon evrov, pa 590 tisoč evrov je iz regionalnega razvoja. No, ko smo prišli do vseh teh pogodb, smo dali razpis za gradnjo. Ta projekt je sestavljen iz 3 delov. Iz interpretacijskega centra. Imeli smo neke dileme, kje naj bi bil, ampak jaz mislim, da mora biti v središču, v občinskem središču. Da je ideja, da bi bil nekje na strani. Seveda, veste, kaj bi se potem zgodilo. Ljubljana, Zavod za turizem bi poslal k nam 2 avtobusa ljudi, bi jih zaparkiral nazaj, če bo tu na robu, in jih peljal v Ljubljano jesti, piti, spati, tako pa bo le kakšne mogoče pustiti v tem prostoru. In tukaj je bila velika dilema, kaj narediti. Lokalna politika je tu delala, ne bom rekel kaj, dinamičen proces je bil. Drugi del pa je sokolišča v naravni velikosti kot muzej na prostem, za katerega imamo že gradbeno dovoljenje in zdaj je razpis za izvajalce. Ta projekt se gradi, potem boste šli not pogledati. Mislim, da bo fantastičen projekt. Se poključuje ta novi del, pa s tisto kaščo, ki so zdaj dali ta stari cipr dol, bodo naredili novega, pa kašča postane tudi klet, taka kot je funkcionalni del tega projekta. Se pravi, za 2 milijona 300 ne bi zgradili ta center? Vse, celoten projekt. Kolišča sem to začela graditi konec avgusta, na sotočju Išca Želinoščice. Jaz imam tu pri sebi zemljevida. To je kot en insel, bi rekel naš fotor, otoček, res krasna lokacija. In občine in park. In tam bo tudi to poglobljeno, zelo zanimiv projekt. Tako malo skrit v drevju. Jaz mislim, da bo to res en tistih prvih korakov, ki bo nekako začel ta podkrimski prostor, ki je bil nekako zapostavljen.
živim svojo zgodbo. Treba da bi bil res svojo močno Ja. centralno zgodbo. Seveda, je pa tu stvar. Zdaj, na jesen bomo ustanovili tudi zavod za turizem, se zdaj treba postaviti ljudi, ki bodo to znali, to zgodbo peljati naprej, kajti v ta projekt, ko bo zaživel, ne, tudi vso svojo vsebino, je pa treba povedati, da v tem projektu je polovica biotske raznovrstnosti, ne, in pa dediščine Polišče. Celoten projekt se pa imenuje Na poli. Seveda, te zgodbi preveč petimi teče in zaključuje. Ja. Super. Ne, ker 4 leta delaš projekte, potem pa začneš skrbeti, ne gre to hitro. Preden smo se mi vglihane, minilo 3 leta, ne. To je bil proces. A ja ne vejo, kje smo? Ja. Evo, zdaj so videli. Vse so Ma me je penko zdravo. Maja, vse so me videli, no, vse pridejo. No, seveda, s tem projektom pa je treba povezati tudi to našo naravno kulturno dediščino, ki je izredno bogata. Tu imamo Krim, imamo Iški Vidgar, imamo to znamenito Malo Pasico, kjer so noter te kroške endemi, endemidi. Pa mali Triglav imate noter, ne? Kaj? Mali Triglav imate tukaj, ja, mali noter. Mislim, da je tudi nekaj drugega, ja. Jaz sem rekla, Se ne tudi se ne poznam. Imamo dolino Drage, ne? To naše barje, ki je v veliki večini ižansko, ne Ljubljane, tako smo ga že pozidali skoraj, ne smo da se sreče. No in pa seveda ta naš cerkveni turizem, Kurešček, vsi ti predeli in seveda treba to dati v eno zgodbo, ampak to ni to. To našo zgodbo pa je treba povezati z Zavodom za turizem Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Bistra, vse občine barjanske, če hočemo vsi od tega nekaj imeti. Če se bomo plankali, pravimo mi po domače, zapirali, ne bo te zgodbe, sigurno. Pa še kulinarika, šport, vse te stvari. Absolutno, seveda, mislim, da bo Zavod za turizem, kulturo in šport, mislim, da je treba tudi res zapakirati neko zgodbo. Upam, da nam bo to uspelo. Jaz sem prepričan, da vam bo uspelo. Imate fajn energijo, imate tako, ste tako. Energije imamo dosti, sem da rekel, Če so ideje, kaj? ampak kaj ste, še boljše pa politika. To je pa najhujše po mojem. Jaz sem se naučil. No, da je bil župan Iga, ki je že svoj 5. mandat na tem položaju in pravi, da bo v 2 letih sestopil svojega položaja. Upamo, da ne.